V času roške ofenzive leta 1942 je okupator na mestu, kjer danes stoji spomenik, zajel 16 fantov izpod Hoste, Meniške in Loške vasi. Od tam so poklicali določena imena in od tam so jih potem odpeljali v stražo, tam so jih zasliševali in jih potem zvezdali 2 po 2 skupaj in jih odgnali tako rekoč skozi most v straži k vaškemu kozolcu, ki je pri cerkvi v Avti vasi, tam pa so jih potem po 22. uri postrelili. Spomenik padlim fantom je sicer oblikoval Miloš Lapajne. Na tleh družine Pečaver pa ga je občina v sodelovanju z občinskim odborom Zveze borcev za vrednote NOB postavila že leta 1954. In je prav, da je ta spomenik vedno v takšnem stanju, da je vsem vaščanom v ponos in da ne sramoti tistih, ki so dali za našo svobodo življenje. Naj se sliši to še tako patetično ali kakorkoli, vendar spoštujemo njihovo žrtev in zato smo tudi ta spomenik obnovili in ga vzdržujemo. Kot slavnostni govornik se je slovesnosti udeležil tudi poslanec Državnega zbora Borut Pahor, ki je pozval predvsem k složnosti in sodelovanju. Jaz bi rad opozoril tiste, ki imajo ali pa imamo politično moč, da moramo prej danes klicati ljudi, ki ni slogi, ki iskanju tistega, kar nam je skupno in zelo previdno ravnati vsem tistim, kar zelo hitro razjezi ljudi in jih celo pripravi od nasprotovanja do sovraštva. Ob 70-letnici dogodka pa so v Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice postavili tudi razstavo 16. avgusta 16 ustreljenih. Na tej razstavi je predstavljen spomenik ob otvoritvi in pa danes obnovljen, potem slike stebra kozolca, ki so shranjene v Dolenjskem muzeju, torej kozolca, ob katerem so bili ti talci postreljeni, in pa 5 panojev, kjer so predstavljene slike, imena in pa osebni podatki vseh ubitih talcev. Razstava bo predvidoma odprta do sredine septembra.